Takole izgleda družabni dogodek pobiranja krompirja. Tukaj združujemo prijetno s koristnim. Na ekološki kmetiji se krompir pobira ročno že od nekdaj. Tudi takrat, ko nismo bili ekološki, smo bili v bistvu ekološki, ko še nismo imeli tega izraza. Pa enostavno nadaljujemo tradicijo. Malo se sicer menja sam postopek, včasih smo ga nabirali v gajbe, in potem gajbe na dero, se pravi na voz in potem domov znositi v klet, zdaj pa to enostavno traktor. Malo mehanizacija pomaga, tradicija, sam način, sam namen pa ostaja isti. Med udeleženci etnodružabnega dogodka pa tudi soseda Čebaškovih Zlata Trampuš. V bistvu vsako leto pridem sem, predvsem zaradi druženja. Sicer me hrbtenica malo zafrkava, ampak se pa po vseh 4 plazem. Glavno, da se družimo, pa da je lušten, pa da spoznavamo te naše star način pridelovanja, pa da vemo, da krompir ne rase v trgovini. Povejte, kako velik ljubitelj krompirja ste? Jaz imam najraje izmed vseh stvari krompir, v vseh oblikah. Najljubša? Najljubša? Pire krompir, pa tenstan seveda. Ja. Pražen krompir naš, domač, tak slovenski. Če imate eno tako primerjavo za leta nazaj, kakšna je letos letina po vaši oceni? Meni se zdi, da je letos veliko boljše, kot je bilo lansko leto. Fajn je, potegneš, pa se kar usuje, taki ogromni. Letina je letos dejansko boljša kot leta poprej, da bil krompir pa, tako Čebašek, bržkone rezultat tudi zamenjave semena. Sorta je rdeča fantazija, se ji reče red fantasy po angleško. Je pa v bistvu prav vzgojena za ekološko kmetovanje, ker pomeni, da ne rabi preventivnih ukrepov škropljenja in da zdrži proti plesnim in tudi brez tega, kar pomeni, da lahko rečemo, da je pridelan krompir sonaravno, ekološko, se pravi brez uporabe kemije. Za tiste, ki dajo nekaj na svoje zdravje, na svojo prehrano, je ta krompir popolnoma drugačen od industrijskega. Na zunaj izgleda mogoče podobno, vendar je zadeva čisto drugačna. Tako da tisti, ki da nekaj na svoje zdravje, sega po ekološkem krompirju oziroma po ekološki hrani nasploh. Posebno bogate krompirjeve tradicije na kmetiji Prčanec sicer nimajo. V bistvu je pri nas krompir prisoten zaradi tega, ker menim, da mora biti na vsaki kmetiji krompir. Mora biti živina, mora biti krompir, žito, se pravi kokoši, tudi dokaj jih ni ptičja gripa odnesla. Tako da v bistvu je krompir naš, rekel, vsakoletni vsakdan. Je pa res, da je v ekološkem kmetovanju pridelkov bistveno manj kot v intenzivnem. Tale krompir bo šel kam? Ta krompir bo šel rednim strankam, nekaj ga bomo poskušali tudi v javne zavode plasirati. Kot pa vidite, ni neka strašna površina, tako da nam za prodajo ni potrebno kaj dosti skrbeti, ker je kvaliteten krompir, tako kot sem povedal, ekološki in hitro najde kupca. Krompir je iz Južne Amerike v Evropo prinesel Krištof Kolumb, na Slovensko pa je prišel v času Habsburške monarhije, ko je vladala cesarica Marija Terezija. Ta je želela izboljšati prehrano prebivalstva in je z okrožnico zapovedala sajenje krompirja. Danes poznamo preko 3000 sort krompirja za različne namene. Ekološka sorta krompirja rdeča fantazija je dobro odporna, pa vsestranska v kuhinji. Katera je najljubša krompirjeva jed? Ja, mislim, osnova je pražen krompir, po domače tenstan krompir, to pač pristoji, sovpada z mojim letnikom, takšno vrsto krompirja smo jedli od nekdaj. Bil je tudi pire, pa moram reči, da mi nekako ni potegnil pomfri, preveč olja in preveč industrijska zadeva, tako da ostajam pri praženem krompirju. Seveda mora biti zraven dodana vrednost, kakšna dobra domača pečenka, pa normalno solata, ker sam zagovarjam uravnoteženo prehrano, zmerno uravnoteženo in pa predvsem ekološko, doma pridelano. To je v bistvu osnova, ključ do uspeha, do našega zdravja. Po opravljenem delu so se nekdaj usedli na koncu njive na ozare, tokrat pa so se v senco pod toplar in pomalicali.